Kaj to pomeni, da se otrok šola na domu? Ja, to pomeni, da ne hodi v šolo, da se uči doma s starši ali pa z kakšnimi inštruktorji, ampak je pa vpisan tudi v šolo in ima tudi svoj določen razred, se pravi 5B recimo, in ima tudi svojo razredničarko. Na koncu leta ga tudi ta razredničarka oceni, a ne. Kolikokrat pa obiščete razredničarko v šoli? To je odvisno od posamezne družine in razredničarke. Dogovarjamo se sproti. Mi recimo gremo enkrat na mesec k razredničarki in tam se pogovarjamo, kaj morata otroka znati, kateri so učni cilji in kako bodo izgledali izpiti na koncu leta. A bi šel kdaj nazaj v navadno šolo? Ne, ker mi je to, ta način veliko bolj všeč. Kdo te pa uči? Mami, babi ali pa še kdo drug, ne. Recimo kakšna učiteljica, kdaj pride na dom. Kaj pa ti? Si tudi ti kdaj hodila v navadno šolo? Ne, nikoli. Zmer sem doma bila. Kaj pa je tebi najbolj všeč pri šolanju na domu? Da se lahko ukvarjam z stvari, ki mene resnično zanimajo. Geografija, angleščina. Kakšen urnik pa imaš? Vstanem ob 8, pol imam zajtrk, pol pa se od pol 9 do pol 11 učim, potem pa posvetim prosti čas kakšni stvari, ne. Ali pa imam kakšno dejavnost, na primer glasbene. Kakšna pa se ti zdi tvoja mami kot učiteljica? Ja, včasih je stroga, včasih je pa prijazna, ne. Odvisno kakšne volje je. Jaz sem vam zdaj pokazala malo, kako se jaz učim svojim sinom, ki je v 1. razredu matematike. S pomočjo palčkov, evo, imamo plus pa minus pa krat pa deljeno, se učimo te matematične operacije. Zdaj plus je tak zelo vesel palček, on koplje dragulje za palčjega kralja in jih hoče imeti vedno več, malo je tudi pohlepen. Potem imamo pa palčka minus, ta je pa zelo slabe volje, zaradi tega, ker tudi koplje dragulje za svojega palčjega kralja, ampak ima eno veliko luknjo v vreči in dragulje ves čas izgublja. Tukaj so dragulji, lepo, in potem seštevamo, ne, recimo. Tako, jih kopljemo in seštevamo. Kaj pa so te fotografije? Ja, recimo tukaj je primer iz matematike, iz učne ure matematike, kako sva se učila Karolov diagram. In sicer je David imel neko obdobje zelo rad prometne znake in je postavil recimo prometne znake to so v bistvu množice v matematiki, a ne? Ja. In mu je to zelo pomagalo razumeti Karolov diagram in si tudi bolj zapomnil potem na testu, ker je na izpitu imel prav to vprašanje. Potem tukaj imamo recimo primer iz slovenščine. Tukaj smo recimo se učili pesmico Veronika gre na ples in da smo si lažje to predstavljali in tudi dinamiko pesmi, smo se tudi zares oblekali. David se je oblekel v očka in smo prav uprizorili to pesmico in si je tudi veliko lažje zapomnil na ta način. Potem imamo pa tukaj učni material za učenje tortice. Jaz temu pravim tortice, to so deli celote drugače, ne? To se pravi celota ena, potem tukaj je polovica, ena polovica, tretjine so tukaj, potem tukaj so četrtine. Pri katerem predmetu pa ste delali ta vulkan? Ta vulkan sva delala pravzaprav za 2 predmeta. En predmet je bil naravoslovje in pa likovna vzgoja. A lahko mi da vidiva ta vulkan? Ja, lahko si pogledamo, kako bruha. Najprej pač namestimo natrijev hidrogenkarbonat v sam vulkan. Nato v ocetno kislino dolijemo vodo, zato da nekoliko razredčimo in potem lahko uživamo v ogledu samega vulkana. Wow!